drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Odprto pismo. Spoštovani Giuseppe Beppino Sibal. Pišem po slovensko, tako, ko so naš jezik klicali te stari, tu moji družini, ki so me učili, odkadar sem se rodil. Pišem vam tako, zak sem videl, kar so vas slovenski novinari intervjuvali, da zastopite Anhor Telepo. Pišem vam, zak zares narivan zastopiti, ko mora biti, da vsakrat, ki se govori o Benečiji, mora priti vam tela čudna stvar, da nekateri pravijo, da smo Slovenci, a drugi pa pravijo, da nismo. Za njih naše narečje postane poseben paleoslovanski jezik, ki nima nič skupnega s slovenskim. Ist mislim, da so naše doline že zadosta trpjele zaradi teli stvari, da je že dobro, da po drugi svetovni vojski se nismo streljali med sabo s pušami. A se vam ne zdi, da bi bilo prav, da jo henjamo s telo vojsko? Po mojim, če zares čemo, da bo konec, se moramo tisti, ki živimo tle, začeti spoštovati med sabo. Da henjamo nositi okole telo čudno teorijo, ki na vsakem načinu bi tjela, da narečen standardni jezik prideta v konflikt. Kaj nam to lahko parnese dobrega? Kaj nije tudi po vašem pa šucah, da tisti, ki cejo biti italijani, ostanejo italijani, kar govorijo o paleozlavu, saj pravzaprav je tole, kar čejo povedati. Antole, brez motiv tisti, ki se imajo za Slovence. Sada, vi, ki imate to pomembno vlogo na deželi, imate par možnost, da par pomagate, da bo tole ratalo zares. Napriše peta, brez barva se kamanja, mimo bregi, druge gore, mimo magli, druge nebo. Vasi naših občin se spraznujejo, a še posebno tiste bojo oddaljene v gorah. Je potreba imeti puno kuraža in poguma, še posebno, če se je mladi za ostati živeti v vaseh. Dva primera mladih domačinov, ki so se ustvarili delo doma v gorah, so v občini Titana. Alan Čekuti je odprl kmečki turizem v vasi Prosnete, v prostorih kasarnih od Finance. Alessia Berra je odprla na poti Kipejesterskih dolin v Slovenijo, v kraju Zore, podjetje, kjer dela ser in druge izdelke z kozjega mlijeka. Je odprla tele nje podjetje, nje aziendo, tle v gorah. In smo jo vprašali, zakaj je tole odprla in kaj jo je prineslo do tega. Alessia, perché hai aperto e come ti è venuta l'idea di aprire qui? Niente, semplicemente volevo continuare. Zelo enostavno sem želela ostati v tej občini in moja želja je bila tudi, da bi se ukvarjala s kmetijstvom. Pomislila sem na koze, ker je koza žival, ki se lahko prilagodi temu teritoriju. Ustanovila sem kmetijo aprila 2008, medtem ko ta struktura, ki jo sestavljata hlev in sirarna, je bila zgrajena deloma v letu 2010 in v letu 2011. To je tretje leto, ko izdelamo sir v teh laboratorijih. Samo kozi sir. Imam približno 80 koz. Trenutno so zaprte v hlevu, čez par tednov, če bo vreme ugodno, jih bom spustila na pašo. Ne delam sama, imam dve sodelavki, vedno iz občine Tipana. Torej, se mora živeti tudi v gorah, recimo, in vas vabim, da pogledate tele podjetje Zore. No? Zore si chiama l'azienda. Come la località. Come la località. Grazie Alessia, hvala. Grazie a voi. Tra l'alero, tra la la,
kjer smo srečali Alana Čekuti, ki vodi agriturizem, kmečki turizem brez meji in ki se je komaj vrnil z dela. Alan, dosti let ima že odprta tvoj kmečki turizem? Smo odprli za 3 leta. Leto smo odprli od Veliko noč. Zdaj imamo samo petek, soboto in nedeljo in na koncu leto. Julija, avgusta, septembrja imamo tudi cel teden odprto, samo v ponedeljek imamo zaprto. Kako ti je prišla ta pamet, da bi odprl agriturizem tukaj v Prosnide? Si se rodil tukaj ti? Ja. Sem mislil za puno let, potem, ker so končali, zaprli kazerno financo, smo kupili, smo odprli kmečki turizem. Si vse postrojil? Sem postrojil, samo za tele del tle na cesti? Na cesti, leto imamo programa za poljet, tele meseca, delamo tudi sobe. Kakšne turiste imaš? Odkot prihajajo turisti k tebi? Pridejo tudi slovenski in Avstrijci, nemški so prišli. Ker ti si prav tle na Polanijo, Padovo. Ker si prav tle na meji in zadnji kot občine Tipana, si zadnji kanton, recimo. Ja, vero kanton. Smo blizu mejo, imamo puno kilometre, prekite prideno veliko vas. Koliko kilometrov je daleč občina, recimo vas Tipana? V Tipanu so 20 kilometre. In če češ priti dol v dolino? Dol v dolino imamo ta prvo vas velika, je Artemis, je tudi tele 20 kilometre. In če greš čez Slovenijo, kam prideš? Slovenijo te pride ta prvo vas, ki te pride je Bergin, Bergonja, če ne te greš do Kobarete. In koliko kilometrov je do Berginja? Do Berginja imamo 7 kilometre. Allora je bolj blizu Slovenije kot v Italiji, recimo. Hvala, Alan, in dobro delite. Razsveti naše življenje, razsveti naše pasi, pomagamo prenesti težave, pomagamo se vrniti. Iz Ribiških dolin, Savotnje v spomin na Ivana Trenka. 18. maja občina Savotnje in kulturno društvo Ivan Trenko vabita ob 3 popoldan na Tarčmu na grob Ivana Trenka in potem v vas, kjer na njega rojstni hiši bojo odkrili tablo. An ob 5. v Savotnje, kjer bo nagrajevanje natečaja, konkursa, na katere je sodelovalo več šol z lepimi deli. Čedad. Spomin na Ivana Trenka bo tudi na Mitel teatru mladih za mlade, ki bo v Čedadu od 15. do 25. maja. Trenkov dan bo v sredo 22. maja, sledita bogat program, ki ga predstavijo šole na spletni strani. V sklopu Mitel teatra bo tudi 22. maja ob 8. zvečer bo glasbena matica iz Petra predstavili spevo igro Kraljica Vida. In 24. maja ob 6. popoldan dvojezična osnovna šola predstavi zaključno prireditev I Have a Dream. Topolove. 18. maja prolov Ponediških dolin vas vabi na nočni pohod Topolove, kolvrat Topolove. Odhod ob 7. iz Topolovega. Špetar. Od 4. maja naprej bo vsako soboto ob 7. uri zvečer v Farni cerkvi v Špetru sveta maša po slovensko. Še v Špetar, 25. maja ob 6. popoldan v Slovenskem kulturnem centru bo skupinska razstava 4 mladih iz Trsta, Gorice in Benečije. Za glasbeno točko poskrbi Martina Marmaj.
Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.